Moje gosta sta danes dr. Ilonka Pucihar in magister Aleš Vičič. In če jo najprej predstavim, magister Aleš Vičič je univerzitetni diplomirani psiholog z znanstvenim magisterijem ter vedensko-kognitivni terapevt, ki je več kot 20 let deloval kot eden vodilnih športnih psihologov v Sloveniji. Na poti k vrhunskim dosežkom je svetoval več kot 400 športnikom in trenerjem, od tega 150 vrhunskim in 60 olimpijcem iz več kot 40 športov. Bogate izkušnje je prenesel na področje poslovne psihologije in zdaj svetuje ključnim kadrom v podjetjih. V tem času se jih je nabralo že preko 120 iz 20 podjetij, za katera opravi več kot 700 ur individualnega svetovanja na leto. Je tudi ustanovitelj svetovalnega strokovnega psihološkega centra Sprememba, ki trenutno združuje 25 psihologov vedensko-kognitivnih psihoterapevtov in ponuja svetovanja celotni paleti uporabnikom. Dr. Ilonka Pucihar je akademska glasbenica, pianistka in profesorica klavirja. Poučuje klavir na glasbeni šoli Vrhnika in predava specialno didaktiko klavirja, pedagoško prakso in dimenzije nastopanja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 2017 je postala Body Mind Centering somatska gibalna pedagoginja in leta 2023 tudi praktikantka te discipline. Je članica tria Klavimerata, v različnih komornih zasedbah pa je nastopila po domovini in gostovala v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Izraelu, Španiji, Italiji in na Nizozemskem. Z možem Jakom Puciharjem deli avtorsko uspešne serije učbenikov za učenje klavirja z naslovom Moj prijatelj klavir. In redno predava ter vodi pianistične, glasbene, gibalne in zvočne delavnice po Sloveniji in tujini. Pred kratkim je v založbi Univerze na Primorskem izšla tudi njena monografija z naslovom Moj prijatelj klavir za učitelje, koncepti, veščine in strategije pouka klavirja. Pa začnimo najprej malo bolj osebno, kaj te oba v pripravo na uspešen nastop vodi osebna pot prepletena s strastjo do glasbe oziroma športa. Kaj je bilo tisto, kar je vaju pripeljalo do tega, da ste se odločila za delo na področju optimalne priprave na nastop? Ja, zame si bila pravzaprav ti, ker si me povabila v te veščine uspešne psihične priprave in si želela, da se vključi ta telesni vidik. Jaz sem pa takrat že bila kar globoko zasidrana oziroma zaljubljena v Body Mind Centering in to sem ti res hvaležna za to povabilo, ki sem ga potem ta pristop začela raziskovati prav v povezavi z glasbeniki oziroma z glasbenim nastopom. Tako da, ja, to. Verjetno je bil pa tudi en oseben vzvod, ki je tebe pripeljal do Body Mind Centeringa, kot glasbenico, da te je nekaj povabilo na to področje. Ja, razlogov je več v bistvu. Eden izmed teh so bile kronične bolečine v križu, ki sem jih imela že od študentskih let in potem v enem momentu je bilo res hudo, tako da nisem mogla tudi ne sedeti in za glasbenika je seveda zelo težko, če ne moreš sedeti in ne moreš igrati. In vse sem poskušala, različne stvari, od fizioterapije, akupunkture, slikanja, skratka vso to proceduro sem dala skozi. So bila olajšanja občasno, ampak nisem pa trajno nekako zmogla tega rešiti, dokler nisem potem prišla do tega somatskega znanja oziroma Body Mind Centeringa, ki mi je pomagalo potem, da sem se naučila priti spet v telo, zaznati stvari in potem jih tudi funkcionalno sprostiti. Tako da takrat teh težav nimam. Ampak razlog je bil pa še eden, pravzaprav, ker mene je ves čas, že odkar sem začela poučevati, se me zanimal ta telesni vidik, sem videla, da je premalo, tisto, kar delam, je premalo, želela sem več in sem se izobraževala že predhodno po Edgar Willemsu, po Dalcrozu, se pravi te pedagoške pristope, ki vključujejo telo in to me je prevzelo, ker sem videla, da to je ta pot, to je zagotovo ta pot. In ko sem med doktoratom brskala po literaturi, je bil naslov ene knjige Wisdom of the Body Moving. Linde Hartley in jaz sem si to knjigo naročila in to je bila knjiga o Body Mind Centeringu. In tisti vikend je bila
predstavitev v Benetkah in jaz sem bila tam in je bila takojšnja ljubezen in sem seveda tam ostala in postalo to velik del mojega življenja. No. Krasno. Kaj pa ti, Aleš, tvoja pot? Ja, če sem bil kot mulc zaljubljen v košarko, treniral sem košarko, pol nikamor nisem zrastel. Sem še vedno to ljubezen gojil naprej kot trener. Sem bil kar v zgodnjih letih trener košarke, že tam v srednji šoli, pa pol na faksu. Pol, ko je pa bilo konc faksa, pa bilo treba razmišljati, kva narediti za diplomo, pa sem to malo povezal, če bi jaz, ker sem pač psihologijo študiral, če bi jaz to malo povezal, pa neko raziskavo naredil v smislu nekih psiholoških tehnik, če kaj učinkujejo na športnike. Takrat so me poznali tam na takratni Union Olimpiji košarki, ki je bil Zmago Sagadin trener in sem vprašal, če lahko delam to moje diplomsko tam, pa da bi s športniki mladimi še nekaj delal, ne, torej z ekipo mladih. So rekli, ja, ok, naredim diplomo. Pol pa se še danes spomnim, no, pol me je pa kar takoj po diplomi rekel, ko me je kar vrgel v morje. Pa rekel, glej, Aleš, mi rabimo to za člansko ekipo, jaz hočem imeti športnega psihologa, izvoli, začni. In tako z velikim cmokom v grlu. Jaz mlad iz faksa, ono, ojoj, kar, ja, kar. Čez 14 dni gremo na priprave, greš zraven, boš spoznal celo ekipo, boš začel delati. Okay. Si rabo še sama psihične priprave na izvedbo. Vse pač, ko si iz faksa, nimaš kaj veliko, kak na tem rečem, metod in tehnik za v roke prijeti. Imaš dobro teorijo, razumeš, za kaj gre, ampak kako pa zdaj to narediti, spremeniti, sploh pri 1-na-1 razgovorih, tega pa je zelo malo takrat in pol je bilo kar švicanja, no, če rečem malo po domače. Pa si, kar se tiče vedensko-kognitivne terapije, ki ti pomaga pri tvojem delu oziroma tam jemlješ ključna orodja za svoje delo, si ta znanja in veščine pridobil že tekom študija ali si potem, ko si prišel v delo športniki, začutil potrebo, da pridobiš še to vrstna znanja? Ja, to se je dogajalo, da tekom študija, proti koncu študija, ko sem začel razmišljati o športni psihologiji, sem najprej v tistih časih nabavljal knjige iz Amerike, iz Anglije in tako naprej, da sem najprej ta del športne psihologije raziskal. In tam noter sem v bistvu videl, da je veliko temelji na vedensko-kognitivni terapiji, različnih tehnik, metod, pristopov. In potem sem videl, da je to, kar mi bo dalo orodja za delo z ljudmi, delo s športniki in sem zato takoj po faksu vpisal vedensko-kognitivno terapijo. Zdaj pa, če se kar preselimo na področje vajine ekspertize, pa gremo k športnikom, pa gremo k glasbenikom in me zanima, s katerimi izzivi se glasbeniki in športniki najpogosteje soočajo. Sploh zdaj, če vzamemo v fokus študente, to mlajšo populacijo, ki še niso opremljeni z veščinami. Kaj opažate vidva v svoji praksi? Ja, pri glasbenikih meni se zdita dve stvari ključni, no, ki jih vidim, in to je ta pretiran perfekcionizem, ne, ta nezdrav perfekcionizem. Na nek način se mu pri glasbi ne moremo izogniti, vedno je lahko še boljše, še popolnejše, to se mu ne moremo, ampak zdrav perfekcionizem nas vodi k uspehu, nas vodi, da damo kar se da vse od sebe in da tudi sprejmemo na uspeh. Medtem ko ta nezdrav perfekcionizem je, ali sem popoln, ali sem pa nisem nič, ali sem pa zguba, ne, ni te vmesne variante, no. Tako da ta se mi zdi, kar je zelo zahteven. In druga stvar je pa ta notranji kritik, ki ga razvijamo tekom šolanja ali verjetno že iz družine, no, ti notranji samogovori, ki so dostikrat precej negativno usmerjeni, ne, in to se mi zdi ta dve res hudi stvari. In še naslednja stvar potem, pri katerim se precej zataknemo glasbeniki, je pa to, ker smo večinoma sami. Ja. Za vsem tem zalogom, ki jo imamo, smo nekako sami.
Pričakuje se pa od nas zelo, zelo veliko perfekcije, veliko vzdržljivosti. Glasbeni svet danes je verjetno tako kot športni je izjemno zahteven in skoraj da krutno, bi rekla. No. Če nisi najboljši, pride drug, pride naslednji, ne, v tem smislu. In tu je zelo, zelo veliko breme na posamezniku. Tako da vse te, ki jih razvijamo, anksioznosti in strahovi in pravzaprav mislim, da so na nek način celo zdravi odzivi na res nezdravo skoraj da okolje, no, kjer ni, mi imamo premalo v našem okolju, za moje pojme, tega veselja izražanja, užitka ob izražanju, sproščenosti, kreative, ustvarjalnosti, ne, preveč mislim, da se usmerjamo na to perfekcijo, da mora biti popolno. Se mi zdi, da je to kar zelo podobno in v glasbi in v športu, da že majhne otroke zelo hitro vržemo v ta storilnostni svet, ne v tisto, kar je naravno, ker rečemo in glasba in gibanje je nekaj, kar je del naše biti. In se mi zdi, da smo nekje na eni točki skrenili te poti, kaj je sama esenca, zakaj se nekdo ukvarja z glasbo, zakaj se nekdo ukvarja s športom, kako ti to opažaš, Aleš? Mislim, absolutno jaz iste stvari opažam. Tako kot si rekla, od perfekcionizma do pretirane kritičnosti do sebe in tako naprej. Ja, je pa treba povedati tako ali drugače, kako zdaj to zbalansirati. Po eni strani je vrhunski šport, glasba, zelo, zelo storilnostno okolje. Po drugi strani pa vsi, ko pogledamo vrhunske športnike, vrhunske glasbenike, rečemo, on to tako s flowom sproščeno dela. In kako zdaj to skombinirati, ne? In če me sprašuješ, s čim se mladi pravzaprav srečujejo, ravno s tem paradoksom, ne? Kako zdaj, kako naj zdaj tu sproščenost pa nek dober flow, pa neko mirnost ukomponiram v to, če se toliko od mene zahteva, če jaz toliko od sebe zahtevam in tako naprej. In ravno ta prehod v športu je pač najtežji, tudi v psihološkem smislu, od nekega mladinskega športa v članski šport, je zelo selekcijski in takrat se odpre, zdaj če rečem malo po domače, celotna Pandorina skrinjica veliko različnih psiholoških momentov. Od par, ki smo jih že omenili, in se potem poznajo na samem performansu. Jaz bi se tu malo sfokusiral na performance, ko mladi športniki začnejo opažati, da začnejo nihati v izvedbi, da včasih naredijo zelo dobro, pol slabše, pa spet zelo dobro, pa slabše. In se čudijo tem nihanjem, kako to, da prej to ni bilo, ne, ko je bilo malo bolj mlajše, pa še igrivo, pa ni bilo take visoke zahtevnosti. Drugo, začnejo se soočati s tem, da na tekmi ni tako, kot je na treningu, in da začenjajo videti tako vedno večjo razliko med tem, kako performirajo na tekmi, pa kako na treningu. Pride prvi padec, mi v športu temu rečemo forme, in potem se 2-3 mesece nekako ne poklopijo zadeve, tako rečejo športniki, se mi ne poklopi, nisem v formi, in začnejo razmišljati, da je tudi psihološka priprava malo s tem povezana. Plus opazujejo, da neka razlika med tem, kva znajo, kaj zmorejo, pa kaj bi lahko dali, je nekako večja in da so nekako pod potencialom. To so te performance razlike, ki se poznajo, potem pa sprašujemo nazaj, odkrivamo nazaj, kaj se v duševnosti dogaja, ne? Kot naprimer samozavest, perfekcionizem, kritičnost in te zadeve odkrivamo in skušamo pol spreminjati. Ja. Se vam zdi, da so študenti dovolj opolnomočeni, kar se tiče tovrstnih znanj? In dobijo dovolj ali tega še vedno primanjkuje? Ker če gledamo nazaj v preteklo, še 10 let nazaj, se o tem sploh pri glasbenikih sploh ni govoril. Mogoče pri športnikih je ta tradicija vseeno malo starejša, ne? Kje smo zdaj? Kako opolnomočeni so športniki in glasbeniki glede tovrstnih znanj, veščin, imajo dovolj tega na razpolago? Kako vidite to situacijo? Jaz bi rekla, da glasbeniki absolutno ne, glasbeniki bistveno premalo, pa tudi raziskave kažejo tako, no, da v našem zahodnem svetu, da
je veliko premalo teh znanj in teh usposabljanj glasbenikov. Ne? In tudi so primerjave, recimo igralci veliko več se ukvarjajo s tem prav performancem, kako biti na odru, kako biti udobno. Nekako od glasbenika je ta, kjer se tudi srečujemo seveda prav s to razliko med zmožnostmi v vadnici in potem na odru. Ne? To je ta, to razliko bi si želeli zmanjšati, ne? Ampak dejansko se zelo malo ukvarjamo s tem prav nastopom, ne samim odrskim nastopom, samim počutjem na odru. Nekako se pričakuje od glasbenika, da bo vse zvadil, perfektno odigral in to je to. In če ne gre, imam občutek, da se velikokrat sami sebe krivijo. Jaz nisem, v nekih svojih nezmožnosti ali kaj takega, tako da informacije, občutki, da se drugim enako dogaja, to skupnosti, se podpreti, to je zdaj informacije, ki prihajajo in vedeti, da so možnosti, da se lahko spremenimo, da lahko mi to transformiramo, da so metode in tehnike. Ja. Kako da obstajajo orodja, to je, mislim, da izjemno dragoceno, da marsikomu reši kariero, po mojem mnenju. Jaz mislim, kot opažam, da je šport malo pred glasbo, kar se tega tiče v našem prostoru, pa tudi svetovnem. Še vedno sem pa jaz kritičen, pa nezadovoljen, kar se tiče tega, kako imamo športni ustroj v Sloveniji zgrajen in dostopnost športnih psihologov in tako naprej. Če rečem najprej po pozitivni plati, športna psihologija se je v svetu začela razvijati že v 70-ih letih, v vzhodnem svetu najprej, v 80-ih, potem v zahodnem svetu. Do nas je prišla tam nekje konec 90-ih in počasi v neke različne sfere športa, tako preko Olimpijskega komiteja Slovenije, Inštituta za šport, sekcije za psihologijo športa, so se ta, rečemo temu, vedenja začela malo širiti, nekaterih nas, ko smo delali tudi v profesionalnih športnih okoljih, in so se neki sistemi tudi na športnih šolah, gimnazijah recimo začeli po malem spostavljati tam v 2000-ih, po 2010, ampak to je ta pozitivna stvar in športniki so, mislim, da solidno seznanjeni s tem, da ta možnost obstaja, da športna psihologija, da je psihološka priprava pomemben temelj vseh drugih priprav tudi. To nekako bi rekel, da ta neka ozaveščenost obstaja. Sem pa jaz osebno še vedno, pa sem že več kot 20 let na tem področju, zelo nezadovoljen z možnostjo dostopa za športnike, tako za mlade športnike, študente, kot za profesionalne, starejše športnike, z možnostjo dostopa do športnih psihologov, do strokovnjakov za psihološko pripravo. Še vedno nas je zelo malo, še vedno se relativno malo sredstev v to vlaga. In potem športnik, ki je, ne vem, na tistem najhujšem prehodu, kot sem rekel, iz mladega na profesionalnega, malo ne ve, kam se obrniti, malo ne ve, kje bo dobil sredstva za to, so zelo omejena in se mi zdi, da ni dovoljno. Tako. S tem, da res, če primerjamo področje glasbe, pa to še daleč slabša, zato ker glasbenikom pa v bistvu ni dostopno nič tega, kar rečemo tudi na fakulteti za šport, vse je neka strokovna podpora to zadevno. Na akademiji za glasbo te stvari šele trakujemo pri nekaterih izbirnih predmetih, kot so veščine uspešne psihične priprave ali pa dimenzije nastopanja, ampak študentje dostikrat rečejo, da bi potrebovali tudi nek individualen suport. Pa gremo zdaj na to področje, kateri so tisti študenti, športniki, glasbeniki, spet se usmerjam na to populacijo mladih, ki osebno čutijo največji vzgib, da poiščejo vajno pomoč. Da želijo res nekaj narediti na sebi in tudi zberejo sredstva, ne glede na to, kako zahtevno je, ker si želijo narediti spremembo, ker vejo, da lahko tukaj pride do tistega poglavitnega preboja. Kaj smem jaz še nekaj za nazaj? Ja, lepo prosim. Jaz pač iz tega izobraževalnega konteksta veliko gledam in meni se tukaj zdi v toku izobraževanja, da imamo mi še veliko manevrskega prostora, s katerim bi lahko stvari izboljšali.
Recimo eden izmed tako zelo konkretnih je, da pri nas v tej zahodni klasični tradiciji glasbeni mi po vseh raziskavah še zmeraj je absolutno prevladujoč pristop osredinjenja učitelja. Torej, jaz sem tisti, ki ve, ki zna, ti mi slediš, torej, in vrednotenje od zunaj ves čas. Medtem ko novejši pristopi, ki se jih predlaga, ampak so zelo še v zametkih, ampak tu apeliram na vse nas učitelje, no, da se bolj poslužujemo tega pristopa osredinjenega na učenca, kjer ima možnost raziskati sploh svojo glasbeno identiteto, kdo sploh je, imeti možnost tveganja, raziskovanja, se zmotiti, dovoliti si narediti napake brez zavračanja, brez kaznovanja. Tukaj mislim, da je ogromno možnosti, ki je lahko naredimo, da ne bo sploh prišlo do takšne potrebe, ki jo zdaj vidimo, ki se kaže po tej individualni tudi pomoči. Tukaj mislim, da je nekaj si želela. Ja, to je zelo dobro, da si izpostavlja, da je treba v bistvu pri najmlajših začeti, ker te majhni otroci, rečemo, ko se začnejo učiti inštrument ali tudi v športu, nimajo še teh vzvodov, ki jih kasneje nacepijo zraven. Da v bistvu to, da se zmotaš, da to sploh ne sme obstajati, ker je nerealno za kakršnokoli življenjsko situacijo. In mogoče bi tukaj omenila en projekt, ki ga delajo, rečemo, na glasbeni šoli Jesenice, ali pa to, kar rečemo, delate v vaši glasbeni šoli, tudi na Vrhniki, muzikli, bolj usmerjen program navzven v družbo, več inkluzivnosti, skratka več tega življenjskega in ne izolirano glasba, šport, ampak glasba, šport kot del življenja in kako lahko preko tega svojo identiteto, svoje poslanstvo mlad človek udejanja. Ja. Tako, te sodelovalni konteksti, kjer je tudi možno kritično mišljenje in tveganje, nekaj povedati, dobiti povratno informacijo. To so tudi evropski dokumenti, ki nas pozivajo k temu, tudi sodelovanja med drugimi umetnostmi in tako. Mislim, da bomo morali tu nekaj se odpreti bistveno bolj v tej smeri. Da bo manj takih res zahtevnih situacij, kjer so res potrebne pomoči. Sicer pa zame, recimo konkretno, največkrat se na pomoč obrnejo, ko so že bolečine. To vemo, da je že zelo pozno in je potem dolgotrajen proces najti, postaviti spet učinkovite vzorce, s katerimi lahko spet nadalje igramo. Koliko približno traja ta rehabilitacija? Zelo različno od vsakega posameznika. Včasih je nenadno, včasih je recimo samo ta stvar, in je tisne. Včasih je naš hitro spozna, ampak telesno potem po nekih informacijah imam, da 7-krat počasneje, torej naše to telesno zavedanje, ne vem, če drži. Ampak vsekakor drži to, da telo potrebuje bistveno več časa. Mi hitro razumemo, kako bi naj nekaj šlo, ampak po izkušnjah vsaj kakšno leto, če ne več, tudi več. Neodvisno zdaj, v čem je problem. Tako, ko si izpostavila, se mi zdi res pri glasbenikih zanimivo, še zmeraj zelo mehanicističen pristop v tem smislu, ko ti nekaj odpove, takrat šele si pripravljen narediti na sebi. In odpove na nivoju telesa. Ne samo, da ti vidiš, rečemo, da si anksiozen, ampak takrat, ko vidiš, da na telesu nekaj ne štima. Kaj pa pri športnikih? Morda vse malo več ozaveščenosti? Ja, po eni strani so tisti, ki so živeli oziroma bili vzgajani v nekih dobrih sistemih, ki jih že imamo v Sloveniji, kot so na primer športne šole, kjer se kot mladi že srečajo z nekim v okviru približno vsaj malo rednega programa psihološke priprave, vsaj nekih delavnic, predavanj in tako naprej, tako da tam preko te ozaveščenosti ali pa v sklopu sistema pravzaprav pridejo do nas. To je še vedno redko, ampak se dogaja. Druga je pa ona, rečemo temu, malo klasična pot, ko mlad športnik vidi ta zelo težek prehod iz mladinske v člansko konkurenco in vidi, da se mu dogajajo tisti performance issues, ki sem jih prej razlagal. To pomeni nihanja, razlika med tekmo in treningom, da je daleč od nekega svojega potenciala.
Ko se mu to dogaja, potem se mu malo odprejo oči, pa razmišlja, pa se jaz veliko treniram, pa vse naredim vse, kar mi trener reče, potem pa ni tako, kot bi si želel, verjetno moja duševnost, moja psiha tu nekaj vpliva na to. Tako da žal ne, je še vedno, ne, če zdaj rečem malo narekovajo, predpogoj, da nekdo prije k nam, da te nihanja, stiske, krize v performingu opazi in potem pride to, narekovajih rečeno, popravljati, a ne. Pa še en predpogoj, no, ki se ga žal naša stroka še vedno sooča, in to je, da pač nima predsodkov do psihologov in da nima ovir tradicionalnih, kot so to je za čudne, to je za tiste, ki se jim meša, to za mene ni. Pač športno okolje je še vedno kar močno prevzeto z nekim razmišljanjem neke moči, jaz sem pa močen, jaz bom vse sam zrihtal. Čeprav to, o čemer govorim, da so padci forme, da so nihanja, da je razlika med treningom in temu, se dogajajo mnogo starejšim, mnogo bolj izkušenim in zelo vrhunskim športnikom. Tako da to nič ni tazga, to spada zraven, ne? Ampak ta bariera nekih predsodkov, da z mano nič ni narobe, zakaj bi šel psihologom, žal še vedno obstaja. Zdaj, dotaknil si se že nekih situacijskih predispozicij, ta prehod iz mladinske v profesionalno okolje na področju športa. Bi lahko izpostavil tudi kakšne osebnostne predispozicije tistih, ki imajo morda malo več izzivov na področju psihične priprave na uspešno izvedbo? Mogoče bo malo provokativno zvenelo, ampak ne bi želel izpostavljati osebnostnih. Ravno zaradi tega, kar hočem poudariti, da krize, nihanja, padci forme, razlika med potencialom se dogajajo vsem, od prvega do zadnjega. Od Federerja pa do prvega mladega tenisača, ki je 10 let star. Od Hirscherja pa do smučarja, ki je zdaj stopil na smučke. To nima povezave z osebnostnimi karakteristikami, ampak se to dogaja vsem. Pika. Zakaj? Zaradi tega, ker so situacijski faktori, kot si jih tudi ti omenila, to pomeni visoka zahtevnost samega okolja, tako močni, da pač vplivajo na nihanja naše psihe, na našo samozavest, na naše čustva, na naš motivacijski sistem in tako naprej. Namreč v naravi športa in tudi glasbe, verjamem, je, da ti vedno želiš in hočeš iti ven iz svoje trenutne cone kompetentnosti in hočeš nekaj izboljšati. In tam zunaj je najprej nesigurnost, strah, nihanja, tudi padca motivacije, a bi to sploh ali ne bi, ampak če ne greš ven, ne moreš napredovati. Tako da gre za naravo stvari, s katero se ukvarjamo, ki je zahtevna za človekovo psiho. Jaz to športnikom najlažje tako predstavljam, vse je zahtevna za tvoje telo. Kaj si mislil, da ne bo zahtevna za tvojo psiho, ali kaj? Se sam veš, koliko je zahtevna za svoje telo, se vsak dan treniraš, se te vsak dan nekaj boli. Zakaj bi mislil, da za tvojo psiho ne bo zahtevna? In če se vrnem nazaj na tvoje vprašanje, ravno zato ne bi izpostavljal nekih specifičnih osebnostnih faktorjev, ki sicer, lahko igrajo neko vlogo, ampak ta situacijska moč je tako močna, da se pravzaprav to vsem dogaja. Ja, se mi zdi, da vsaj pri glasbenikih opažam, da jim največje opolnomočenje prinese to, da sprejmejo, da je to normalno. In kot bi jim dali eno tako odvezo, da se sprostijo in sploh lahko stopijo naprej, ker drugače si toliko želijo in so toliko močna pričakovanja, da so v samem krču in tukaj je en tak velik problem. Kako ti vidiš situacijo, Ilonka? Se opravičujem, lahko sem. Pač v športu imamo že od malega, so vsi športniki vzgajani, da te ne sme biti strah, da moraš biti skozi motiviran, da ne smeš popuščati, da moraš biti 100% skoncentriran. To so, jaz razumem, da trenerji in včasih tudi starši v dobri veri izražajo to otrokom in mladostnikom. Vejca, samo v visoko zahtevnih situacijah je to nemogoče. In potem, ko spoznajo malo kasneje, ok, razumem, da je to nemogoče, to se vsem dogaja, dobijo pač to obvezo in začnejo se jim spreminjati neki mišljenjski vzorci, da mogoče, dajmo nekaj na tem narediti.
Se upravičujem. Hvala. To je zelo povezano s tem. Ja, meni se zdi to zelo lep pogled, ne, da se ne ustavljamo, ne, kakšen je zdaj, nekdo je malo bolj anksiozen, že po naravi, manjca in tako naprej. Človeško bitje ima neusahljive vire preraščanja, prenavljanja in ko enkrat najdemo to pot, se celotna kvaliteta življenja spremeni. To nima samo za kariero vrednosti, ne? To ima vrednosti nasploh za posameznikom v življenje. In ja, to, ko sliši nekdo, da ko druge gledajo glasbeniki, včasih ne tudi mlajši vidijo, ne, se mi zdi, da smo vsi sproščeni na odru, ne, da nihče tega ne doživlja, ne, potem, ko slišijo, da tudi največji, ne, da tudi Pavarotti, kaj je rekel, ne, da tudi najhujšemu sovražniku ne bi želel tistega, kar on doživlja, preden gre na oder, ne, pa je Pavarotti, ne, aha, okej. Normalen sem, v redu sem, to je en tak korak. In drugi korak se mi pa zdi, ki recimo tudi meni sami koristil, ko sem si dovolila napake. Ko sem si dovolila napake, dovolila tudi začutiti, ja, me sram, občutim vse te neugodne, nelagodne občutke, ampak sem s tem in s časoma gre čez. Tudi to je mogoče še ena stvar, no, ki se mi zdi, da je zelo prisotna v zdajšnji družbi. Mogoče sem malo pristranska, pa malo na pamet govorim, ampak zdi se mi, da te družbena omrežja zelo hitro nam pomagajo kakšne občutke prikriti, ne, in smo, kot da bi bila malo manjša odpornost biti tudi z nelagodnimi občutki. Ampak dejansko na oder iti pred odrom, zelo glasbenikov je minimalno, ki ne občutijo vznemirjenosti, res minimalno, ne vem, 3% ali nekaj take po raziskavah, v glavnem vsi, ne. To nelagodje obstaja, ti strahovi obstajajo, tudi in sram in žalost in obžalovanje kdaj in potem pride spet veselje in sreča in tako. Vse to je del našega procesa, vse to je del življenja. Nikoli ni samo ena tista močna si pa motiviran pa... To ni realno. Na kakšnih omrežjih, ko beremo, se mogoče zdi realno, pa da je nekdo skozi uspešno, ampak ni življenje, to ni takšno in mislim, da je to spoznanje in to izkustveno spoznanje, mislim, da je zelo dragoceno za vse vidike življenja. No. Če lahko še za poslušalce dodam, jaz sem delal v svoji karieri 150 vrhunskimi športniki, ki so osvajali olimpijske medalje iz svetovnih evropskih prvenstev, bili so člani naših reprezentanc in čisto vseh 150 je imelo nihanja v svoji samozavesti, v svoji strahu, v svoji motivaciji, v svojem obupovanju, v svoji psihološki boljši ali slabši koži, v svoji koncentraciji, čisto si, od prvega do zadnjega. Zato je pa tudi tako navdihujoče slišati zgodbe kakšnih vrhunskih glasbenikov, športnikov, ki grejo v svojo ranljivost in se mi zdi, da smo prišli v čas, ko večkrat tudi lahko slišimo kakšne tovrstne zgodbe. Včasih se je tako skrivalo, to je bilo tako nadaleč, zdaj se pa namensko izpostavljajo, ker želijo svojim zgledom navdihovati mlajše, da so šli čez podobne zadeve in še vedno grejo, ker vsakič, ko hočeš narediti korak na stopničko višje, ne, moraš iti v to cono nelagodja, moraš iti v to tesnobnost, nekaj starega umira in nekaj novega se rojeva. Ja. Kaj bi rekla, da so tiste poglavitne strategije, ki mladim lahko pomagajo k temu, da so bolj uspešni pri nastopanju? Glavna stvar se meni zdi učinkovito vadenje. To se mi pravzaprav zdi res prva stvar, ker pogosto se ugotovi, no, da sama trema oziroma anksioznost da ni toliko kriva za malo slabše igranje kot sama priprava, res sama učinkovita priprava. Ne? Včasih kar, ja, pa smela tremo ali pa ne, zaradi tistega ni šlo, ampak ni zmeraj tako, ni zmeraj. Tako da absolutno učinkovito vadenje, zavestno vadenje, torej ta avtopilot, ko vadimo na kvantiteto ure in ure, zato da, da sem pa dosegel normo, to je škodljivo, no? To je absolutno treba takoj nehati. In že od malega učence usmerjati ciljnega vadenja, kaj želim danes narediti, na kakšen način. To je ena ključnih stvari. Druga ključna stvar se mi zdi vaditi zavedanje pa prisotnost.
ves čas. Torej, kakšen zvok je, uživam v tem zvoku, kako se počutim v telesu, diham, zaznavam, sem v ravnovesju, sedim na ta način. Se pravi, ta prisotnost ta nas osvobodi pravzaprav teh anksioznosti. Zato, ker bolj kot smo zavedajoči, bolj kot smo prisotni, bolj smo v sedanjem trenutku. To pomeni, ne razmišljamo, kaj bo, kaj se lahko zgodi, kaj se ne sme, a ne? In to je tudi tista stvar, ki nas potem, ki nam na nastopu pomaga utišati tega kritika, torej tisti glas, ko govori, ojoj, pasaža pride, ne, tisti ne bo šlo, ojoj, ne, to je šlo mimo. Ja. Tisti govor, ko je res prav nič ne pomaga, res nič ne pomaga, ne. Sploh za kakšen flow, a ne, se pravi zavedanje, in to širše zavedanje, mislim, ne za vsak prst, kam bo šel, no, širše zavedanje, dihanje, torej ta prisotnost, in to je treba gojiti vsak dan. To ne gre samo tam en dan, 2 dni pred, ne. Zavedanje, ta prisotnost, se pravi, vključiti tudi telo, nam pomaga umiriti je tudi taka ena dotekljiva stvar, ki se ji posvetimo, osredotočimo svojo pozornost in se lahko umiri, se pravi, zniža frekvenco tega ruminiranja, ne, se reče, ne, teh govorov. To se mi zdi ključno. Še ena stvar je pa samo to ogrevanje, ne, to spodbujam vse glasbenike, da res ogrejejo telo, ker mi smo se navadili z lestvicami ogrevati, ne. Mišice, telo je treba prej ogreti in tudi zaradi tega, da smo pri sebi, da smo v tem zavedanju, da nismo toliko v enih predstavah in pričakovanjih. In še ključne stvari, ki so, je biti osredotočen na čustveno, emocionalno vsebino glasbe. Ta je ena ključnih stvari od samega začetka, torej nikakor tehničnih stvari vaditi samih po sebi, ampak zmeraj s to čustveno vsebino, s to komunikacijsko vsebino, ker ta mora priti v odraz tudi na nastopanju. In mi ne moramo nekaj vaditi in potem pričakovati nekaj drugega. To tak naše bitje ne funkcionira. Vsak dan moramo vaditi s to čustveno, duhovno vsebino, torej se povezati z glasbo, poiskati vse možne informacije, razmišljati o njej, tudi ko ne vadimo. Torej res globoko v sebi začutiti in potem se predati tej komunikaciji. To bo bistveno znižalo nivoje te anksioznosti, ne. Seveda, dihanje je tako preprosta stvar, 2-krat, 3-krat globoko vdihnemo, pa se že boljše počutimo, ne. Se dihalne tehnike so v bistvu temeljne pri delu z glasbeniki. To je za vsemi, pravzaprav, jaz mislim, da za vsemi, ne, ki se srečajo z anksioznostjo in podobnimi težavami. Mislim, da dihanje je prva stvar, ki direktno, ne, parasimpatični sistem nagovori. Tako da to vadenje bi jaz rekla, da so ene izmed ključnih strategij in potem seveda čim večkrat preigrati stvari. Včasih si glasbeniki naložimo večinoma tako igramo, vsaj v času študija, še tiste najtežje stvari, ki so na zgornjih mejah naših sposobnosti, zmožnosti. Seveda, saj imamo želje, vse te liste in drahma in ne, saj to je nekje logično, ampak v glavnem tudi in od malega, tudi učitelji vidimo kakšnega talentiranega in potem hitro damo težke stvari in težke in ves čas smo do tistih visokih obratih, najvišjih. Visokih obratih, komaj zmoreš, ne, to je res, mislim, težko bo potem in potem pričakujemo, da prvič, ko bomo odigrali, da bo, ne, top. Take stvari je treba 10, 15, 20 krat preigrati, da se usedejo, da se vležejo, da ti počasi potem odkrivaš, ne pa zaigrati, pa potem takoj nov program zbrati, ne. Veliko je strategij, ne, ker je kompleksen problem, ampak eno še bi res izpostavila, tako bolj se mi zdi izpostavljam, ko mogoče niso tako v spredju. In sicer, to je tisto, kar naredimo mi po nastopu. Jaz opažam, da v glavnem po nastopu se osredotočamo, tam mi ni šlo, pa tisto mi ni šlo, pa tisto še moram vaditi. Zelo redki, tudi študente vse poprek sprašujem, redko kdo naredi realno refleksijo, kaj vse je pa šlo tudi dobro, na kaj si lahko ponosen in dati sebi to izkušnjo enega veselja, ne, to vse mi je pa uspelo, ker če ne, normalno, da je pol telo strah, če skozi doživlja tisto kaznovanje, to ni bilo, pa tisto ni bilo, pa tisto ni bilo. To postane zelo naporno in zelo suhoparno lahko, no. Ta veselje, užitek, no, to je, na splošno v naši kulturi je to premalo poudarjeno, premalo.
Mogoče, ker si ravno to omenila, pa bom pa Alešu želela tudi, da ta vidik nagovori, kako stopati v zanos. Ne vem. Mislim, da je to vprašanje za $1 milijon, bi temu rekli lahko. Kako stopati v zanos? Jaz vidim tako, da je zanos nekaj, kar se zgodi. Jaz rečem temu milost, ki se zgodi. Ne moreš ga izsiliti. Lahko, mislim, takšna je moja izkušnja, lahko prosim zanj, meditacija, molitev, tole vse pomaga. In ko vse te stvari naredim, torej, ko sem res izredno dobro pripravljena, tudi seveda tehnično, emocionalno, duhom, povezana z glasbo, res sigurna, sem preigrala stvari, delam redno tehnike sproščanja, in torej sem zmožna, toliko obvladam stvari, da se lahko prepustim. In hkrati, tukaj bi še omenila še eno strategijo, ki sem jo pozabila, ko mislim, da športniki zelo veliko uporabljate in prihaja v glasbeni svet, mentalni trening, izjemno pomembna strategija, izjemno pomembna. Torej, da sem jaz sposobna se prepustiti, spustiti flowo, ampak vmes, če se pa karkoli zgodi, pa imam tudi možnost, točno vem, vizualno vem, kje sem, kognitivno vem, kje sem, torej imam oblikovno strukturo skladbe, tehnično vem, kje sem, obvladam pri klavirju, z desno posebej, z levo posebej, torej, da imam ogromno vrst spomina, vključenih, res obvladam z različnih stvari, tako da imam tudi to možnost. Sem v flowu, ampak mogoče nisem vaš čas. In ko nisem, da niti, včasih se zgodi potem, kje pa sem, ne? Da imam vaš čas tole možnost se prepustiti. Ampak mislim, da flow se zgodi, ko res obvladam. Super, si vse povedala že. Sam terminologijo v športu imamo mogoče malo drugačno. Kaj je potrebno? Številka 1 je dober trening, mi rečemo. Osnova psihološke priprave je še vedno v dobrem treningu, tako tehničnem, kot taktičnem, kot telesnem. Težko rečeš, da boš zaupal samemu sebi, kar je recimo psihološka kategorija, ko boš ti stopil na tekmo, če prej nisi dobro treniral. To je pač zelo povezano. To sploh nijemo kaj, to je osnova. Tako da tu absolutno je ista relacija. Si pa povedala 2 stvari, ki jih tudi v športu poudarjamo. Ena je malo lažja v zvezi s tem dobrim treningom, druga pa zelo težka. Mogoče tudi zaradi te mačo kulture, ki v športu obstaja. Prva malo lažje je to ciljni trening, ciljani, kot si ti, kaj delamo z nekim smislom, z nekim, kaj točno delamo, ne samo da vadimo, ne samo da mečemo na koš, pa moramo imeti cilj. In znotraj tega gibanja moramo jasno vedeti, kako to gibanje mora izgledati, da smo ciljni. Tako da to še nekako gre pri trenerjih v športu in tudi pri športnikih. Ta druga plat, ki si je pa povedala awareness, z nekim zavedanjem, čutenjem telesa, tu pa smo malo bolj šibki v športu, oziroma rečemo temu malo bolj umetniško mehkih športov, jim je jasno, kaj je to, ko se o tem govorim, kot so, ritmična gimnastika, ali pa drsanje, ali pa gimnastika in tako naprej. Tam malo bolj vejo, kaj to je, kaj jim to razlagam, kaj je to awareness, pa čutenje sebe, pa telesa, pa čustev in drugih fenomenov seveda zraven. Pri ostalih je pa to malo težje. Tako da ta del je absolutno dober trening z dobro ciljnostjo, pa dobrim awarenessom. Potem imamo za pripravo na tekmo pač en set, jaz temu rečem šopek klasičnih športno-psiholoških tehnik, ki si jih tudi že omenjala, pa z drugimi besedami. Pač številka 1 so vse možne tehnike, ki kontrolirajo vzburjenost telesa. Ali so to tehnike sproščanja, ki morajo znižati pretirano aktivacijo, ali so to tehnike aktiviranja, ki jo morajo povišati. To je prvi tak šopek tehnik. Drugo je predstavljanje, ti si rekla mentalni trening, tudi mi rečemo mentalni trening, lahko rečemo tudi vizualizacija. Jaz mislim, da je najbolj ustrezen termin predstavljanje, zaradi tega, ker si je treba z vsemi čuti predstavljati, tako z taktilnimi, kot z gibalnimi, kot z tem, kje je moje telo, kako mora to izgledati, kot z vidnimi, torej vsemi možnimi občutki predstavljati, kako bo ta tekma izgledala. Tretji sklop tehnik jim rečemo samogovor.
pomeni, s katerimi besedami se bom usmerjal, kaj je tisto, kaj si bom povedal, zato da bo to moj performance prineslo vsaj blizu flova, če ne že tja not. Ja. Tudi kaj si ne bom govoril, ja, ne samo kaj si naj govorim, pa da seveda, da je to usmerjeno na ta način, da temu res verjamem. Četrto je postavljanje ciljev, kjer je veliko zmotnih prepričanj o tem, kakšni bi cilji naj bili. Predvsem, ko gre v tej smeri, kot si tudi ti omenjala, tako je treba vse in najvišje doseči, a ne? In visoki cilji so pomembni, ja, seveda so, samo mnogo bolj pomembni so realni cilji za dobro psihološko pripravo. Visoki cilji pa lahko malo počakajo še za naslednje leta ali mesece, ker je treba tukaj in zdaj dobro performirati, a ne? In zadnja je pa sklop vsega skupaj, kako to v neko prednastopno rutino uplesti. In tam skušamo športnikom dopovedovati, da prednastopna rutina ni samo telesna, taktična rutina, to, kar običajno delajo, ampak da tudi neke mentalne stvari noter vpletejo v svojo prednastopno rutino. To je en tak šopek 5 klasičnih sklopov tehnik, ki jih športnikov učimo. Da pa poudarim še malo širši celostno življenjski kontekst. Priprava na tekmo ni samo povezana, kaj boš s temi 5 tehnikami naredil tik pred tekmo, ni samo povezana s tem, koliko si prej treniral, ampak je povezana tudi z malo, rečemo temu, širšim psihološkim well-beingom, kar tudi športni psihologi ogromno fokusa v to dajemo. Mogoče predvsem pri mladih športnikih, pa tudi pri starejših. Namreč odnosi so pomemben del našega življenja in mora biti relativno umirjeni, da lahko si ti z glavo pri stvari na odru ali na smučišču ali kjerkoli. Usklajevanje drugega življenja, ne samo športnega ali glasbenega, je tudi pomembno v življenju. Ne vem, šola, izobrazba je tudi pomembna, prijatelji so tudi pomembni. Torej vse tisto, kar v življenju še obstaja, pa da je tam, kjer si športnik želi, na tistem mestu, kjer si športnik ali glasbenik želi. Jaz mislim, s tem tudi veliki psihologi delamo, a ne. Pač to ni in ne smemo zanemariti, ker pač na koncu imaš na odru, na tekmi pač celostno osebo, ki je nekaj privlekla iz svojega življenja, vsaj košček zraven. Tako da to. Ja, všeč mi je, da si tudi ta širši kontekst nagovoril, ker vedno gledamo samo tako centralizirano, v bistvu je pa vse del življenja in tudi vse te tehnike, ki opolnomočajo glasbenike, športnike, jih opolnomočajo kot ljudi. Tako, to je ena stvar. Druga stvar, kar se pa meni v praksi velikokrat dogajalo, da so prišli že zreli starejši športniki naučeni marsikaterih tehnik, tudi psihološke priprave. Pa zelo v stresu in razočarani, ker niso delovali. In ko smo odkrivali, zakaj ne deluje, reče, ali jaz se probam sprostiti, pa se ne sprostim. Jaz probam vizualizirati, si predstavljati, pa ne vidim dobro, kje sem. Jaz si dopovedujem neke stvari, pa ne gre, ni učinka. In takrat običajno najdemo neke druge vzroke, ki so v tem celostnem kontekstu življenja, o katerem sem razlagal prej. In je treba, rečemo temu, včasih tudi malo bolj globlje pa terapevtsko pristopiti, da se tiste zadeve uredijo. Mogoče bi na tej točki nagovorila še tvoje orodja, ki večinsko izhajajo, kot že omenjeno, iz vedensko-kognitivne terapije. Kaj je vedensko-kognitivna terapija za ene mlade športnike, glasbenike, da si znajo predstavljati, kaj iz tega izhaja? In ravno tako bom naslovila tudi vprašanje Nate Ilonka. Tvoje izhodišče je BMC in želim, da malo predstaviš, kaj sploh to je. Ok, preprosto. Če sta dva športnika na štartu, neke tekme, recimo, da sta stara 35 let, da je to njuna zadnja pomembna tekma, da so to zadnje olimpijske igre, na katerim nastopata. Oba dva sta bila top 10 že zadnjih 10-15 let v svojem športu in oba dva še nimata olimpijske medalje. In oba dva se zelo jasno zavedata, da je to zadnja priložnost, ker bosta zaključila kariero. Vprašamo se, zakaj en doživlja stres na 9, en pa na 3. In bo seveda njun performance kmalu, čez 5 minut, ko boste tam nastopala, mnogo različen.
On, ko bo 9, bo verjetno trd, pa okoren, pa bo preveč agresivno tam neki deloval in zato slabše nastopal. On, ko ima 3, ima verjetno svoj stres v neki optimalni coni in bo pokazal to, kar zna. Tu se vedensko-kognitivna terapija sprašuje, kaj je razlika, če se zdi, da je okoliščine, da so približno iste, ampak odziv v človeku je pa popolnoma drugačen. Telesni odziv, performance odziv in tako naprej. Čustven odziv, visok strah, nizek strah, kaj je drugačno. Mi pravimo v VKT-u, da je osnova, ki je tukaj drugačna, so razmišljanja, so prepričanja, so misli, ki enemu ali drugemu v tistem trenutku drugače potekajo v glavi. Tisti, ki ima stres na 9, najverjetneje razmišlja o tem, da če zdaj ne bom osvojil olimpijske medalje, da je moja kariera za nič. Tisti drugi, ki pa ima na 3, pa reče, če zdaj ne bom osvojil olimpijske medalje, je moja kariera v redu, jaz sem z njo zadovoljen. In vsi moji bližnji so z njo zadovoljni, jaz lahko tu nekaj dodatnega dobim. In s tem se hotel ponazoriti, kako je naš mindset, naše prepričanja, naši miselni vzorci, kako močno, pomembno vlogo igrajo pri tem, kako mi potem in čustveno reagiramo, in telesno reagiramo, in izvedbeno reagiramo. In tukaj noter vedensko-kognitivna terapija zelo globoko zareže in skuša odkriti mišljenjske vzorce, seveda predvsem tiste, ki so škodljivi oziroma delajo slabo človeku v nekem ali performancu ali na splošnem psihičnem blagostanju. In tistega prvega sem seveda jaz strogo posedel in rekel, poglej, mogla bova spremeniti prepričanja. Ja, če pa je res moja kariera za nič. Rečem, a res? A bi takšno razmišljanje privoščil svojemu kolegu v reprezentanci? Jo, ne, to pa ne. Ja, torej. Tako da to je bistvo VKT-ja, spreminjanje vedenskih vzorcev, mišljenjskih vzorcev, tudi zato, da se spremenijo vedenski vzorci, ki jih pa zelo radi v športu in v glasbi imamo, tam, kaj hočemo. To pomeni, da naredimo tisto, kar hočemo in na ta način, kot hočemo. Hvala. Ena izmed vrat je pa seveda telo in se mi zdi, da pri glasbenikih, ne glede na to, da lahko nagovarjamo prepričanja, dostikrat pridemo bližje in naredimo preboj lahko na nivoju telesa, prej kot na nivoju uma. Ja, mogoče, ne vem, meni se zdi fino, da je oboje, no? Ker je res kompleksen, ne? Tako da imamo mind-body pristop in body-mind pristop, ne gor, dol, gor, čeprav na koncu. Ta razcep nam res ne koristi, ne? Ta razcep nam pomeni, da se ne moramo zanesti na telo, ne na občutke, ne na zaznave, ne na potrebe in to nam res ni koristilo, no, ta stoletja, ko smo bili tako prepričani, no, to se zdaj spreminja. Telesni pristop, jaz izredno dobro funkcioniram, no, na tak pristop, no, in zagotovo smo nekateri nagnjeni bolj enemu, bolj drugemu. Vsekakor pa glasbeniki imamo res premalo telesnega zavedanja. To se kaže tudi po teh strašljivih statistikah napetosti, bolečin, poškodb, ki so pri glasbenikih prisotne, ne. In somatski pristopi, katerega ena smer je recimo tudi body mind centering, med glasbeniki je bolj poznana Feldenkrais metoda mogoče ali pa Aleksandrova tehnika. Ja. Pri body mind centeringu gre za utelešen pristop, ki nam omogoča to zavedanje, kako zaznavamo, kako čutimo, kako delujemo skozi življenje na vseh področjih. Ne? Tukaj ne moramo reči samo to Telo je kompleksno, tukaj takoj srečamo celotno življenje. Ne? In gre za to, no, da in kognitivno in seveda izkustveno, torej doživljajsko, bi rekel, raziskujemo naše telesne sisteme, torej skeletni sistem, mišični sistem, železni sistem, živčni sistem, organski sistem, hkrati pa tudi razvojne gibe. Torej vse to, kar skozi te katere sisteme se kažejo vidiki naše duševnosti, skozi kakšen razvoj smo šli in skozi tak študij imamo mi potem možnost zaznati, kje
nismo najbolj optimalni, kje niso najbolj učinkoviti vzorci, jih upočasnimo, zaznamo in jih poskusimo prevzorčiti. Tako da na nek način postanemo en partner s našim telesom, z našim tem celotnim bitjem. Torej, da ga prezorčimo, usmerimo, povabimo na pot, ki nam bo boljše služila. In tu so velike možnosti transformacije. Veliko stvari bi lahko še nagovorili, ampak prihajamo k koncu. Zato me zanima, kaj bi bilo mogoče ključno sporočilo za enega mladega športnika, za enega mladega glasbenika, za na pot k uspešnemu nastopanju. Boš ti? Si vdihnil se. Kaj bi rekla jaz? Mogoče to zaupanje, vztrajati zaupanju, da se da je mogoče, da obstajajo orodja in vztrajati v svojih sanjah, v teh željah, v tem, kar čutijo, da so poklicani, torej na tej poti, ki jo čutijo kot poklicanost, da vztrajajo s pogumom. In ta pogum, nekje sem prebrala, ne vem več od koga, ta pogum ne pomeni odsotnost strahu, ampak pomeni čutiti strah, čutiti dvome, čutiti negotovosti, ampak se odločiti, da je nekaj drugega pomembnejše. Hvala. Fajn istočnico si mi dala. Mislim, da so mladi športniki in glasbeniki tam nekje med, rečemo temu, 17 in 22, 23 letom, približno ravno na tem pomembnem prehodu, ko jim zelo prav pride vztrajnost, sledenje svojim sanjam, svojim željam, da se morajo tega držati, če želijo uspeti in priti naprej. Jaz bi na to sam dodal, da je še en drug prehod tukaj zelo pomemben, po mojem mnenju, da je mogoče čas takrat napočil, da bolj zavestijo in morda, če je potrebno, redefinirajo, kaj so njihove želje, sanje in motivi. Ker tam do enega 16., 17., 18. gremo malo po avtopilotu, delamo za to, kar so nas naučili, da je dobro in prav in kar smo ves čas mislili, da mi želimo, pa se niti nismo preizpraševali tega. Mislim, da je to čas med 17. in 22. 23. letom, da morda malo pogledamo, kaj je točno, kaj je to, kar si mi želimo, zakaj si to želimo, kaj nam je tu zares pomembno. Rahla, morda ali pa močna, odvisno od posameznika, redefinicija motivacijsko-vrednostnega sistema, zakaj se ukvarjam s športom ali glasbo. To bi jaz dodal. Hvala lepa obema gostoma, dr. Ilonki Pucihar, magistru Alešu Vičiču, za vajine bogate izkušnje, za vsa znanja, ki jih širita na mlade in malo starejše generacije in zato, da tudi sama svojim zgledom kažeta, kaj vse se da. Hvala. Hvala.